Dobrodošli v oddaji Čuješ to, kjer se pogovarjamo o vsem, kar zveni dobro. Odkrivamo zgodbe iz sveta glasbe, od svežih talentov do legend, od studijev do odrov. Moje ime je Ajda Bauman in danes je z nami Iztok Kočevar. Pozdravljen. Zdrav. Kak si kaj danes? Super, snemam vsak dan. Je bila pot vsem v redu? Ja, vse je v redu. Odkot pa drugače prihajaš? Jaz sem z Maribora. Z Maribora? Prav z centra. Tako da ni bila dolga pot do sem. Ne. No, da se mi to danes malo gremo, sem za tebe pripravila eno igro. Oj. Jaz si bom povedala dve stvari, ti pa boš moral povedati, katero imaš rajši. Ok. Pa če bi lahko, bi potem na koncu povedal, zakaj ta stvar. Okay? Dobro. Kava ali čaj? Kavo. Morje ali gore? Gore. Noč ali dan? Dan. Mačka ali psi? Joj. Psi, če že moram. Poletje ali zima? Poletje. Knjiga ali film? Film. Burger ali pica? Pica. Avto ali kolo? Kolo. Video igre ali državne igre? Državne igre. Sladko ali slano? Slano. Letalo ali vlak? Vlak. Dež ali sonce? Sonce. Varno ali spontano? Spontano. Ok, to so zdaj bila vprašanja, pa najbolj si se ustavil pri pes ali mačka. Ja, zdaj, ko izbereš, pa je eno super, pol se tako odločiš. Ne? Če pa nobeno ni, pol pa, kaj te vem, ne? Zakaj pa ravno? Si se ustavil? Ja, ker nimam ne psa, ne mačke. Hčera ima psa. Aha. Pa vsega imam rad, ampak zdaj jaz ga pa ne imel, zato Ja. za tako malo. Pri letalu ali vlak, rajši se z vlakom pelješ kot pa z letalom? Ja, to je zdaj tak. Ne, da se rajši peljem z Aha. vlakom, meni je vlak že od malega pač nekaj zelo posebnega. Še danes ga tako rad vidim, pa se rad z njim peljem. Ampak valjda ne bi zdaj rekel, da bi šel rajši z vlakom, ne vem kam, da se vozim cel dan, kot Ok, pa z ja. letalom. Zato, Ja. ne, zdaj pač kak bi bila prilika. Pri varnem ali spontanem? Ja, pa to je zdaj tako, ja, sej v redu, ne, si na kolesu, si na smučeh, moraš biti v čeladi, pa zaščitni opremi, pa vse. Ja. Ampak pri kolesu, ne, tisto, ali si na cesti, ali si izven ceste, dostikrat je fajn izven ceste, tudi Ja. pa tako malo, ne, pri smučkah pa ravno tako, se pelješ malo po gozdu, pa malo na freeride, pa po celem snegu izven urejenih prog, zato sem rekel spontano. Ok. No, da gremo zdaj malo na vprašanja. Okay. Kako bi lahko ti opisal tvoj vsak dan? Moj vsak dan? Ja. Ja, vsak dan sem v glasbi, pa vsak dan sem na kolesu. Kaj dosti drugega, pa ostalo je pa nujno zlo. Ok. Spanje, No, hrana. pa ne rečemo, da je tudi to Ja. nujno zlo, da se moraš naspati, pa da drugi dan spet lahko greš nekaj početi. Ja. Katera knjiga ali film pa bi rekel, da te najbolj zaznamuje? Zaznamuje. Ali te najbolj zaznamovala v takem primeru? Joj. To sem pa zdaj malo presenečen. Pa ne, da ne berem, pa ne, da ne gledam filmov, ampak zdaj, da bi me to zaznamovalo. Ojoj. Ali pa najljubši film? Te pa tako gremo. Najljubši film. Zdaj, tako najljubši film je tak, ne, zdaj, če bi šel po nekih obdobjih, pa tako daleč nazaj, ali pa pol danes, to bi se ful spreminjali, ne, pa zdaj, ko si mi tako rekla, valjda v tistih 80-ih letih, to je bil Terminator. Zdaj mi je tako prišel. Ja. Na glavo, zdaj, če bi danes to rekel, pa ne bi, valjda ne bi rekel, da je Terminator moj film, ne, Ja. ampak takrat pa mi je ne zaznamovalo, ampak mi je bilo, kaj pa vem, nekaj ful, ja, za tisti čas sploh nekaj, ne? Ampak Ja. danes pa sploh ne. Danes pa kaj vem, vse si pogledaš tudi kakšen akcijski film, ampak rečemo, da je pol to dokumentarni film o Tour de France, ki je bil na Netflixu zdaj 2, že 3. leto, ker mi je pač to najbližje zaradi kolesarstva, pa zaradi tega zakulisja. Sam sem tudi pred davnimi leti dirkal, pa mi je še to zato toliko bolj drago. Zdaj pa, da mi je zaznamovalo, težko rečem, ne? Ampak ok.
Ja. Drugače pa glasbeni filmi, kot biografije nekih glasbenikov, mi ni toliko blizu, čeprav bi tudi nekako rekel, da Ja. te zaznamuje, pa ti je blizu. No, da bomo zdaj malo govorila o glasbi. Okay? Kako si začel za svojo glasbeno pot? No, jaz sem začel malo pred stopom v osnovno šolo že. Sem pri Hartmannu starejšem začel igrati klarinet. Aha. Ja, tako da jaz sem klarinet igral. Potem sem šel v glasbeno šolo, pa sem klavir igral. Potem sem spet klarinet igral, tako da sem pol končal glasbeno šolo s klarinetom. Jaz sem pa mislil, da sem bobne igral. Ja. Pol sem pa šele v srednji šoli, so me pa eni prijatelji so naredili band, jaz sem še dirkal takrat kolesarstvo, pa so rekli, da bi jaz bobne špilal. Sem rekel, da ne, da jaz dirkam, ne. Ja. Pa ne, in pol so me vseeno nekako prepričali, tako da v bistvu so me prepričali, ker so pač vedeli, da bi jaz želel bobne igrati, in pol sem si bobne nabavil in smo začeli igrati. Seveda, to je bil taki srednješolski band, tako kot tu danes pri vas. Od tistih dolgo že noben več ne igra, jaz sem pol naredil svoj band, pa potem tako prišlo do tega, da sem še danes v glasbi in predvsem bobnom. Pri prejšnjem bandu sem igral tudi klarinet in saksofon, zdaj pa samo bobne. Sem pa videla, da nisi igral vedno samo v enem bandu, Karneval. Ne. V katerih zasedbah pa te lahko vse mi vidimo? Zdaj? Ja, pa tudi lahko prej. Kateri je bil tvoj prvi band, v katerem si igral? To je bilo leta 1800 pa nekaj. Ne, moj srednješolski band, ki je bil, smo bili Dinastija, ampak to je bilo še pred JLA. Ne, ko smo še včasih vojsko hodili, pol po vojski sem pa začel s Preporodi. To je bil en taki novovalovski band, s katerim smo igrali po celi Sloveniji in takrat Jugoslaviji, pa še malo okoli. To je bilo tam v 80-ih letih. Potem so bili pa razni bendi kot Popfly, to je bila potem cover band, pa potem Casino, smo igrali po hotelih, pa zdraviliščih, pa po roke in tako dalje. Pol je bil Black and White, smo začeli potem igrati maturantske plese. Potem šel band Klobuk. Tudi potem poroke, Abrahame, maturantske plese, pa tam sem igral klarinet, pa narodno glasbo tudi, pa nekako mi to ni več bilo, pol sem naredil Karneval. Drugo leto praznujemo 15 let. Ja, in zdaj igram v Karnevalu, samo bobne, igramo kavere in tudi igramo nekaj svoje glasbe, maturantskih plesov po celi Sloveniji imamo 30 vsako leto. To je to, pa potem sva še vse ostalo. Drugače pa vedno z nekako tak še s Preporodi smo imeli vsako leto kaki koncert, pa potem sem s Pohorje Expressom igral. Ta trenutek igram še s Kroniksi. To je en taki malo bolj tak legendarni band, bolj druženje kot kaj druga, proti toči, proti poledici. To je en taki priložnostni band, ko malo bolj za hec igramo. To pa je tako približno to. Ja, tako da čez vsa ta leta si ti igral več zvrst glasbe, predvidevam. Pa ja, lahko rečem, da vse zvrsti. Še nekako smo se, zdaj sem pozabil en band povedati, Borci na Severne Helene, oziroma Lovci na Severne Helene, pa smo se mogli preimenovati, ker je to bilo, to so bila še tista škatljiva leta, ko si dal tekst na televizijo, tako danes tu in pol so tega šli, pa so ga cenzurirali. To je bilo v Preporodu, takrat v 80-ih letih, tam sem mogel črtati nekaj stvari in pol smo spreminjali tekst in tako smo mogli tudi s tem bandom spremeniti ime in tako dalje, zato sem se zdaj malo zapletal. Tam smo se dotaknili že malo džeza, drugače pa sem igral od punka, novega vala, do rocka, narodne glasbe, pa zdaj do popa, v glavnem zdaj je to nek pop, kakorkoli, pa rock, pa countryja, s Pohorjem Expressom. Klasiko sem pa igral v glasbeni šoli, tako da
pa popevke zdaj igramo, pa Evergreen, tako da verjetno ni neke zvrsti, ki je ne bi v tem obdobju igral. Ja. Katera zvrst pa bi rekel, da ti je najbolj všeč? To je zdaj... Ali pa top 3? Ja. Ne, meni je vedno bil nek jazz blizu, ne? Ni pa mi bil tako blizu, da bi ga igral. Kaj pa vem, pa ne tisti orto jazz, ampak tako malo bolj komercialen jazz, smooth jazz, da tako rečem. Drugače pa mi je, tudi tako z leti, ne grem danes pa poslušam eno glasbo iz 70-ih let, pa mi ni vse več všeč. Tako moram reči, tako da tudi rečemo pop, ne, kot popularna glasba. S tem, da pa popularna glasba še vedno ne je tudi tista, ki je nastala v 60-ih, 70-ih letih, to še je danes vedno pop. Danes morda ti hiti, ki se danes učejo, pa verjetno vsi ljudje niti ne vejo, da so to že bili enkrat hiti, pa da so jih že napisali, naredili pred 50 leti, pa niso nastali danes. Tudi iz tega razloga je še to vedno popularna glasba. No. Kako pogosto pa nastopate v živo in kakva je ta izkušnja za tebe, ko si na odru? Ja, nekako tako je, v glasbi si lahko iz dveh razlogov, ker ti je všeč tisto igranje, kar igraš, pa ne greš nikoli na oder, ker poznam veliko takih frendov, pa bendov, ki v bistvu igrajo, pa niti ni bistveno, da grejo nekam nastopati, pa so čisto zadovoljni, da pač igrajo. To je ena stvar, ki sigurno, da pri vseh glasbenikih je, ker je pač tista glasba sama, ki te izpolnjuje. Druga pa je vedno ta, da greš na oder, ker si pač, ne da si drug človek, si pa pač ti in uživaš s tem, da si na odru, da to daš drugim ljudem, da jih zabavaš. Zdaj, če je to tvoje poslanstvo, recimo, da zabavaš ljudi, pa je, ne, sigurno, da je. Tako da, kaj si me že zdaj vprašala, kaj moram povedati? Šalim se. Ja, nastopamo tako, povprečno 1,5 krat na teden, v celem letu. To se pravi, enkrat je enkrat na teden, enkrat je 2-krat na teden, pa ni čist tak, ne, ker so potem malo mrtve sezone, kot je, kaj pa vem, zdaj november, malo manj, pa potem spomladi več ni mrtve sezone, ker maturanci začnemo v januarju, pa igramo jih do konca maja skoraj, pol so pa že poroke, pa vse živo, ne, tako da tam skoraj ni več mrtve sezone. Ja, 1 do 2 na teden igramo skozi. Ja, in uživamo vsi, da smo na odru. Ne, nam je fora, mislim, ne, da zdaj čim več igraš, ne, ker zdaj 3-4 na teden, kar se tudi zgodi. Ne. Imeli smo, rekord imamo v 3 dnevih 4 špili. Kako je pa to možno? Ja, igrali smo maturantski ples, pol smo pa drugi dan šli na, zdaj se ne spomnim, otvoritev karnevala pustnega na Ptuju, pa smo zvečer šli na maturantski ples, drugi, ker je bil to petek, sobota, ja, tako je bilo. Petek, maturantski ples, soboto, otvoritev karnevala, to je bil čez dan, tam ob 12. na Ptuju, potem smo šli na maturantski ples, v nedeljo smo pa imeli na trgu Leona Štukla v Mariboru sprejem za Ilko Štuhec, ko je postala svetovna prvakinja. To je bil rekord, no, da smo v 3 dnevih 4-krat špili. To predvidevam, da niste nekaj dosti spali. Ne, ni bilo, ja, malo je bilo kar naporno. Predvidevam, da ko si začel, si imel malo treme. Imaš kakšen trik, kako nastopati, brez da imaš dosti treme? Ja, največ ti to dajo izkušnja. Mislim, to, da si pač skozi na odru, pa že pozabiš, da si na odru. Ne? Ja, jaz se spomnim tistih mojih začetkov, ko sem klarinet igral, imam še tak sliko, sestro smo nastopala po vseh fabrikah, podjetjih, šolah, to je bilo non-stop, jaz sem igral klarinet, ona je igrala harmoniko, sama smo nastopala in to je bilo ful je bilo treme. Zdaj pa prva stvar, ne,
kako se znebiš treme, oziroma da imaš tremo zato, ker nisi pripravljen. To je sigurno tisti šolski primer. Ja. Zdaj, če nisi pripravljen, če ne znaš, vse v šoli je isto. Zdaj, imaš tremo, če ne znaš. Ne? Pa znaš, polovico znaš, samo kaj, če me v drugo polovico vprašala. In pol imaš strah in imaš tremo. Če znaš vse pol veš, ne greš k tabli. Ja. Kaj je, boš vprašala, zdaj vse znam. Ne? In se čist drugače počutiš. Ne? In to je to. To je tisti prvi trenutek ali pa tisti splošni. Ne? Drugo, kaj pa je pozitivna naravnanost. To je to, da nisi že sesud, preden greš na oder ali preden greš, ne? Ampak da rečeš, jaz se grem na oder, pa bom vse povedal, pa bom se dobro počutil. To sigurno ne pomaga. To je pač to. S katerim glasbenikom pa bi ti najraje sodeloval in zakaj? Sodeloval? Ja. V moji karieri sem sodeloval kar z veliko glasbeniki. Z Oliver Dragojevičem sem bil samo v garderobi, pa na odru, nisem pa žal igral z njim. To mi je zdaj tako, ker smo imeli pred časom na socialnih omrežjih, s kom si igral, s kom pa nisi. In pol si 10 napisal in pol so pač ugibali, s kom nisi. Ne? In jaz sem napisal Jan Plestenjak, Tereza Kesovija, Jaka Šravciger, Edvin Fliser, pa Pika Božič, pa Marta Zore, pa zdaj se že malo ne spomnim, s kom sem igral. Še tako malo spomnim, bom se še koga spomnil. No pa Olivera Dragojeviča sem napisal. V bistvu so bili sami eni taki, ko fuck, ne. Ja. In pa bil je Oliver Dragojevič. Bila smo skupaj v garderobi. Igrali smo na enem špilu skupaj, no z njim nisem igral. Ok, spet sem zabluzil. Ja, s kom bi najraje igral? Se lahko mrtev ali pa živ. Ja. Pa nekako najbolj skozi vsa ta obdobja glasbe, ko je on začel igrati, pa ko sem jaz začel nekako v tem, to je bilo leta, kaj moram povedati, 78-79, ko je Sting naredil Police. Pa njega pač vsi poznate, zato sem ga zdaj malo izpostavil. On je takrat s Police začel, pa on zdaj je že dolga leta samo Sting, pa jaz sem ga pred parimi leti še gledal kot Police v zasedbi. Mislim, on mi je še vedno top, pa zdaj, če že moram reči, ali pa ne moram reči, Sting. Ja. No, si pa tudi prekolesaril vse od Maribora pa do Istanbula, da bi naredil tabor za nadarjene. Tako. Čestitam najprej. Hvala. Zakaj ravno tabor za nadarjene? Zdaj, če se malo vrnemo, ne? Ja. Jaz sem poleg te muzike skozi kolesaril. Jaz sem pač kolesaril in potem so mi skozi hčere rekli, da naredi tudi tega kolesarjenja nekaj, ne? Ja. Jaz pa sem vsako leto se podal, pa sem šel z Maribora, pa sem šel do Albanije, pa prek Črne Gore, pa Bosne, pa sem par tažent kilometrov naredil, pač zato, da sem užival, pa sem šel. Potem sem rekel, da nekaj naredi. Potem sem se lani pridružil enemu frendu, smo kolesarila do Aten iz Maribora, pač tudi en dobrodelni projekt. Letos tam je pa 2 frenda zvala, da letos bi pa šel ti. To je Lucas Bikes, to je trgovina z bicikli pa servis. Ok, sem rekel, bi šel, ne, valjda grem, zakaj ne bi šel, in polja, dajmo neko dobrodelno. Jaz sem že dolga leta tudi prostovolec pri Zvezi prijateljev mladine Maribor, pa smo hodili na letovanja, Dedek Mrazen tudi včasih bil. Nekdo mora. Nekdo mora biti, ne. No, in sem se odločil pač, da bi Zvezi prijateljev mladino to sodeloval, ker pač oni imajo support, pa so nekako zaupanja vredna organizacija, ki pač dela dobre stvari za mladino, za otroke. In sem šel tja, valjda so bili navdušeni in pa so mi pač dali neke programe, kjer bi se lahko našli, pa da bi jaz za te otroke nekaj naredil, oziroma
po domače, da bi zbrali nekaj denarja, da bi lahko omogočili tudi drugim otrokom, ki nimajo možnosti uresničiti sanje, tako kot smo to imenovali. Mi smo kolesarili za sanje, ne, otrok. Pol pa smo pač nekako se odločili, oziroma jaz sem se nekako odločil, da mi je pač najbližje to tabor za nadarjene. Že vsa leta nekako opažaš, pa to je tako znano, ne? Napredujejo v športu, v šoli, v vseh stvareh otroci, ki so iz boljših situiranih družin, ker pač imajo več možnosti. Ne? V športu pač lažje si vse rekvizite omislijo, lažje grejo na priprave, lažje grejo na tekmovanja. Tisti, ki pa nimajo socialnih možnosti, pa tudi če so talentirani, če so nadarjeni, nimajo te možnosti. Ja. In že takoj v šoli nastane neka razlika v tem, da so eni so nadarjeni, eni so pa boljše situirani in je tu velika razlika. In pol mi je pač bilo to pač nekako najbližje, da omogočimo sanje tudi tistim, ki si jih mogoče ne morejo privoščiti. Tako je nastalo pač to, da smo se odločili, da peljemo otroke na tabor za nadarjene, tistim pač, ki si tega ne morejo privoščiti. In zbrali smo denar za več kot 40 otrok, ki bodo februarja obiskali tabor za nadarjene. Tam se bom tudi javljal, zdaj vse verjetno poznate, da smo film tudi posneli. Ja. No, mi bomo še nekako dalje to zdaj peljali, to našo akcijo. Tako da, to je to na kratko, ni bilo, ampak ja. No, hvala, zelo lepo, moram povedati. Tako lepo. Jaz sem pa presenečen, pa mi je ful fajn, da ste vi toliko dovzetni. To niste prva šola, ki ste me povabili, to mi je tudi tako, ful mi je dobro, da res. No, me veseli. Ja. Kako pa je potekala pot in če bi lahko malo pisal, ko si štartal v Mariboru in kako je bilo, ko si prišel do konca, ko si na konec prišel, kak je bil občutek? Ok, ja. Že od vsega začetka nekaj sem jaz načrtoval, da je to dobrodelna akcija, to se pravi, da za te otroke, kar smo že prej povedali, delamo. Pa ne samo to, da nekako promoviram ne mogoče samo kolesarjenje, ampak tudi šport kot zdrav način življenja. Pa poskušam na ta način nekako motivirati ljudi. In sem vabil vse, da mi pomagajo, oziroma da se mi pridružijo na štartu 22. septembra. To je tako lepo sopadalo že spomladi, ko smo to planirali, da štartamo 22. septembra na Evropski dan brez avtomobila. V tednu mobilnosti, in to mi je bila svetovna fora. Ne? Zdaj ti nagovarjaš ljudi, da naj ne grejo z avtom v službo, ampak naj grejo z biciklom. Ja. Ok, super. Jaz pa jih povabim, da grejo z mano, štartamo na Trgu Leona Štukla in se peljemo v Istanbul. Jaz pa če rekel, vsi, ki greste zdaj z mano, greste zdaj tako simbolično, me spremljajo, tako. Oziroma gremo na pot v Istanbul. Ja, in bil je odziv tak kar lep, vsaj 100 kolesarjev je bilo, ki smo takrat štartali, smo se podali po vseh ulicah po Mariboru, čez Lent in smo štartali in se odpeljali proti Istanbulu. Zdaj seveda ni bilo čisto tako. Ja. Ja, pač eni. Jaz sem ravno to želel, nagovarjal sem, ne rabite se peljati z mano do konca prve etape, lahko se peljete 5 km, 1 km, lahko prijete na štart, samo da že greš na bicikl. Zakaj ne? Eni že tako narobe razmišljamo, če ne, grem te 20 km, te je brez veze, da grem. Ne, pojdi začeti moraš, tako vsaki stvari moraš začeti, sedeti se moraš na bicikl, pa se pelati, pa če se boš pelal 1 kilometer. Nič ne rečem, dosti je bilo takih, so bili z malimi otroci, pa so že na Lento končali ali pa pri Malečniškem mostu. Pa nas je bilo kar veliko. No, pa smo šli tako čez Drn in Strn. Skratka, konec prve etape je bil v Lentiju na Madžarskem. To je bilo 80 km. 8 prijateljev me je spremljalo do konca. Pol so šli oni nazaj vsi. Imeli smo organiziran prevoz, mi smo tam prespali, drugi dan pa sem ostal sam, pa z Lentija oziroma v Budimpešti. To si čisto sam kolesaril? Čisto sam. Na začetku sem bil sam, torej po Madžarski.
potem preko Romunije. No, na polovici poti se mi je v Romuniji pridružil Luka. Aha. Lucas Bikes, ki mi je tudi sponzoriral kolo. Skota, malo reklame, ker niste nacionalna televizija. Ne? No, tam se mi je pridružil Luka in pol smo šla skupaj čez Karpate. To je pač ena taka gorska veriga, ki je pač iz zemljepisa, iz geografije poznate, ali pa ste že bili tam, ja še nisem bil, to je moj prvi stik, sploh z Romunije, nisem še bil v Romuniji, v ostalih državah sem že bil, no razen Turčije. Smo šla čez Karpate, čez 2000 metrov gorski prelaz, čudovita pokrajina, že zdaj sem malo preskočil, tudi Madžarska me je kar presenetila, nisem je toliko poznal, zbirali smo pač manj prometne ceste, ampak tako zanimivo, sicer tako pol je leta malo dolg čas, ne, ker je taka ravnina, vedno bolj greš tam ravnina, ampak dobro, vse je fajn bilo. No, v Romuniji pa se je začelo malo s temi Karpati, na spustu smo srečala medvede. Aha. Ja, to si lahko v filmu gledate, zdaj je že na YouTubeu, Kolesarimo za otroške sanje. Cel dokumentarni film iz Maribora do Istanbula, vse je nekako povezano. Atraktivni posnetki, profi posneto z dronom. Tako ste kar snemali med tem? Aha. Tako. Cel čas, 10 dni je bil z mano, je bila hčera, ki je vozila kombi, skrbela za vso logistiko, organizacijo, prehrano, spanje in tako dalje. In pa Denis Janežič, športni fotograf, snemalec, ki je posnel res odličen film. No, medvedi smo ostali. Jaz sem si jih ful želel videti. Smo jih srečala, samičko z 2 mladičkoma. Bilo je tak, ful mi je bilo všeč, tak malo pa ti je bad feeling, kaj te zveri sploh tam pri cesti iščejo pozornost, tako je bilo malo, ampak ok, to je pač, tako je pač to tam, ampak bilo je pa ful fajn. Ja, no na poti je bil pa dež, pa veter, pa sonce, včasih mrzlo, včasih to, edino vročine, hvala Bogu ni bilo, drugače pa je bilo vse, ampak tako pač je, kolesarstvo pač tako je. Potem smo šla proti Bolgariji, prečkali smo Donavo, tam na tisti meji med oziroma Romunijo in Bolgarijo je Donava vsaj 2 kilometra široka, mostu preko tam ni bilo, je bil pa trajekt, ne splav, ali pa brod, ali pa trajekt, je bil to tako, če greš tu pri nas na otok, je vozil prek trajekt. To je več ena taka malo posebnost bila. Pol pa Bolgarija, ja, voda, tako kot je, še malo bolj čudno kot Romunija, tako rečem, res tak dežela nasproti, to je vsaka taka država, ne, vse vemo, da eno mesto je čist drugače kot na vasi ali pa v nekem zaselku. Prišli smo do Črnega morja, Varna, to pa je, kot da priješ v Monako in tako dalje, potem ceste takšne in drugačne, seveda tudi ni bilo cest včasih, ne, naenkrat več ni ceste, ker so jo razkopali, pa makadam, ampak to pač tu je to. Potem prečkaš Turčijo, na tisti meji tako malo, tudi imaš tako malo občutek, zdaj to je nek prehod iz EU, nekam drugam v Turčijo, ogromno vojske, tista vojaška oporišča, malo tako kar malo čudno, jaz pač nekako to, ne vem, ni mi fajn, no, malo grozno. Tako je, ne točno tako, kot si rekla, kar malo grozno, tako zgleda. Jaz pa pravim, da je žalostno. Ne? Že tako ne vem, kdo, pa zakaj imamo meje, kdo se je izmislil te meje, pa zakaj so te meje, pa zakaj tam stojimo, pa čakamo, pa zakaj ljudje ne morejo prečkati. Vem, da to ni namen te debate, ne? Ampak vedno tako malo mislim, pa dobro, kaj je tam. Ok, ne? Dobro. Tako da, če bi midva rekla, da ti je bil, da je to bila tvoja najljubša dirka do zdaj, pač dirka kot je bila? Tvoja najljubša od vseh, ko si že bil? Pa rečemo, da ja. Ja? Okay. Najlepša hvala. In to je bil še en glasbeni val v oddaji Čuješ to? Hvala vam, da ste prisluhnili in delili svoj čas z nami. In hvala tudi tebi, Iztok, da si prišel in si vzel čas za nas. Hvala vam. Če vam je bilo všeč, pa ujemite naslednjo epizodo. Do takrat pa poslušajte dobro glasbo in ostanite uglašeni.